5 dni martinovanja, to ni več praznik, to je življenjski slog. Maribor bo v teh dneh znova dokazoval, da zna praznovati velikopotezno, srčno, pa tudi zavidljivo vztrajnostjo. 5 dni martinovanja, to ni več praznik, to je življenjski slog. V mestu, kjer je vino skoraj tako samoumevno kot jutranja megla nad Ljubljano, se martinovo ne praznuje, ampak se doživlja. Čeprav marsikdo pomisli, da gre zgolj za organizirano degustacijo izgube spomina, se v resnici dogaja nekaj bolj navdihujočega. Maribor spoznava, kaj je njegova identiteta, na čem naj gradi in to vsako leto počne bolj strukturirano in ciljno usmerjeno. Nergačem lahko mirno odgovorimo, kultura pitja vina v Mariboru se dviguje. Da, prav ste slišali, dviguje. Kozarci mnogih vinoljubcev, seveda ne vseh, niso več polni nečesa, kar ima približno barvo vina, ampak jih lokalni vinarji natočijo vse bolj kakovostna vina. V Mariboru vse bolj vemo, kaj pijemo in ne le koliko. Zdaj se sprašujemo, katera sorta je to, iz katere lege prihaja in ali paše kisli župi. To je napredek in cenjeni štajerski vinarji lahko brez sramu svoje steklenice postavijo ob tiste, ki so najbolj cenjene. Tako doma kot v tujini. Tudi njihov nastop na trgu se izboljšuje. Vinarji znajo zamenjati gumijaste škornje in gojzarje, ki jih nosijo celo leto, ko pridno delajo, za tisto obutev, ki jo izberejo ob posebnih priložnostih, ko v roke vzamejo kozarec, stekleni kozarec in z nasmehom mladega avsenika predstavijo svojo kapljico. Etikete so elegantne, tudi cene vin so vse bolj samozavestne. Še ena dobra novica. Maribor bo po novi vinski kraljici dobil tudi novo vinsko krono. Leto pred lokalnimi volitvami, le kako bi izbrali bolj primeren čas, so začeli z urejanjem vinograda na Piramidi. Eden od simbolov vinskega mesta je bil dolga leta zapuščen, ponos mesta pa s tem ranjen. S prenovo dobimo novo upanje, da se Maribor ne bo zgolj napil, ampak se bo tudi kulturno potekel proti svetlejši vinsko obarvani prihodnosti. Zametki mantre, da je Maribor prepoznaven kot vinska destinacija, so dejansko tu. Mesto ob Dravi ni in ne bo več samo mesto najstarejše trte na svetu, ampak tudi kraj, kjer znajo vino spoštovati in ga z obenem seveda z veseljem tudi spiti. In v tej mešanici tradicije, ponosa in zdravega hedonizma se skriva pravi čar martinovanja. Ne le v špricerju. Za konec si nalimo še čistega vina. Če je na dnu kozarca res resnica, potem je Maribor v teh dneh najbolj iskreno mesto v Sloveniji. Mesto, ki ima svoje napake, a jih zna tudi preliti v zgodbe. Mesto, kjer si z veseljem in iskreno rečemo na zdravje. Na zdravje torej in po pameti, saj veste, ministrica za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. A zdrava mera veselja, druženja in ljubezni do svojega mesta, to pa Mariboru zagotovo koristi.